Drage gledalke in dragi gledalci, en lep športni pozdrav na kanalu televizije Slovenj Gradec. Teden je naokrog, spet je tu petek in s tem čas za oddajo Športni tednik Koroške, ki jo lahko spremljate tudi na kanalu televizije KTV Dravograd. Športno dogajanje v naši regiji je bilo zopet zelo pestro, zato vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi, saj nas čaka veliko zanimivega. Nekako smo se v zadnjih tednih že kar razvadili, da lahko naše oddaje začenjamo s poročili o osvojitvi naslova prvaka katere izmed koroških ekip. In tudi danes je tako. Ekipa nogometnega kluba Korotani Spreval je namreč osvojila naslov prvaka v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. V predzadnjem krogu so gostili ekipo Pobrežja. Dosegli so visoko zmago 7-1 in na ta način ohranili 4 točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Ker nas do konca čaka le še en krog, je ta prednost zadostna, da so lahko na Prevaljah v soboto proslavili naslov prvaka. Igralci Korotana so na ta način osvojili tako želeno lovoriko, ki se jim je v zadnjih nekaj krogih vztrajno izmikala. Tokrat niso ničesar prepustili naključju in so nasprotnike več kot prepričljivo premagali. Dosegli so kar 7 zadetkov, prejeli pa le enega. Tekma je bila izenačena le na začetku, ko so gostje še uspeli izenačiti na 1-1. Potem pa so modri popolnoma prevladovali. Med strelce so se vpisali Zavolovšek in Kuzma po 2-krat, Marinković, Šepul in Krajcar po 1-krat. Ekipa pod vodstvom trenerja Romana Plesca je tako več kot zasluženo osvojila naslov prvaka prve članske lige MNZ Maribor. Saj je bila praktično celo sezono na vrhu lestvice. V 25 krogih so dosegli 17 zmag, 5 remijev in doživeli le 3 poraze. V zadnjem krogu, ki bo na sporedu 14. junija, bodo gostovali pri ekipi Železničarja. Že sedaj pa nestrpno pričakujejo razplet glede napredovanja v 3. slovensko nogometno ligo, ki bo znan v nekaj dneh. Tudi mi si seveda želimo, da bo razplet za njih ugoden in da bomo lahko tudi nogometni klub Korotan Prevalje v prihodnji sezoni spremljali v 3. slovenski nogometni ligi Sever, kamor so se sicer že uvrstile 3 koroške ekipe. Dvoboji koroških ekip so namreč pravi magnet za gledalce, pa tudi igralci so na njih še dodatno motivirani, kar pomeni še kvalitetnejše, bolj zanimive in napete tekme. Poglejmo še, kako so se razpletle preostale tekme 25. kroga, kakšno je stanje na lestvici in pare zadnjega kroga prve članske lige MNZ Maribor. Kot rečeno, so se v 3. slovensko nogometno ligo že uvrstile 3 koroške ekipe. To so Fužinar iz Raven na Koroškem, Koroška Dravograd in Radlje, ki so se v štajerski nogometni ligi uvrstile med prvih 5 ekip. Prvih 5 ekip iz te lige pa bo v prihodnji sezoni nastopalo v 3. slovenski nogometni ligi Sever. Sicer pa je bil v štajerski ligi minuli vikend odigran zadnji krog tekmovanja, ki je prinesel dolgo pričakovan koroški derbi med ekipama Fužinar iz Raven na Koroškem in Koroško Dravograd. Šlo je tudi za obračun 2 najuspešnejših ekip v tej sezoni, saj so si igralci Fužinarja že pred nekaj krogi zagotovili naslov prvaka, Dravograjčani pa so si tudi že pred zadnjim krogom zagotovili končno drugo mesto na lestvici. Čeprav na končni uvrstitvi ekip tekma ni imela vpliva, smo kljub temu videli zelo zanimivo srečanje, ki si ga je ogledalo kar 500 gledalcev. Ti so lahko spremljali zelo kvaliteten obračun, v katerem so bili za odtenek boljši gostje, ki so zmagali z 2-1. Boljši so bili predvsem v prvem polčasu, ko so dosegli oba svoja zadetka. Prvega po napaki domače obrambe, ko je po strelu Pušnika vratar Ažman žogo poslal v lastno mrežo. Drugi zadetek je v 41 minuti dosegel Stefanović in tako svoji ekipi zagotovil lepo prednost. V drugem polčasu se je razmerje moči na igrišču precej spremenilo. K temu je veliko prispevala tudi izključitev igralca gostov Gluhovića. Domači so številčno prednost koronali v 65 minuti, ko je zadev Juraja. Do konca tekme so si igrali še nekaj lepih priložnosti za zadetek, a se je z obrambami izkazal kapetan gostov Vršovnik in ostalo je pri rezultatu 2-1 za goste.
Obe ekipi sta lahko z doseženim v tej sezoni zelo zadovoljni, mi pa se že veselimo njunih obračunov v prihodnji sezoni. Z omenjenima ekipama se bo v prihodnji sezoni merila tudi ekipa Radelj. Ta je v zadnjem krogu Štajerske lige gostovala v Limbušu pri ekipi Marles Hiše in izgubila z 0:3. Na ta način je izgubila tudi tretje mesto na lestvici, s katerega jo je z zmago v zadnjem krogu izrinil Lenart. Tekma v Limbušu tako ni prinesla želenega rezultata za Radeljčane, ki pa so kljub porazu in zdrsu na 4. mesto dosegli zastavljen cilj, uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Rezultat 0:3 ne kaže dejanskega razmerja moči na igrišču, saj so bili Radeljčani precej več pri žogi, priigrali so si tudi več priložnosti, a so njihovo neučinkovitost in nezbranost v obrambi domači s pridom izkoristili in na koncu slavili visoko zmago. O tem, kako so Radelja zadovoljni za letošnjo sezono in še čem, smo se pogovarjali s trenerjem Markom Pšeničnikom. Z nami je torej trener članske ekipe nogometnega kluba Radelje, Marko Pšeničnik. Marko, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej čestitke za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Kako pa ste vi kot trener zadovoljni z letošnjo sezono, v kateri ste v Štajerski ligi osvojili 4. mesto? Ja, hvala za čestitke. Zdaj zadovoljni smo s to uvrstitvijo na 4. mesto, da smo se uvrstili v višji rang tekmovanja, čeprav sami cilji pri nas so bili malo više, vse končati med 3 in pa da bi bil malo manjši zaostanek za prvim in drugim, to je kar mislim, da je 11 točk, tako da je bil cilj više med 3, da se uvrstimo. Ampak verjetno vseeno ste zadovoljni za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Kaj pa drugače menite v klubu, v teh spremembah, ki bodo v veljavo stopile v prihodnji sezoni v sistemu tekmovanja v nižjih državnih ligah? Ja, jaz se kar strinjam s tem, kar je Nogometna zveza naredila, s tem, da se lige formirajo, kajti to bo na 3. ligaškem nivoju se bo igral nogomet bolj v lokalni skupnosti tukaj na Koroškem, več gledalcev, krajša potovanja, finance in tako dalje, to je vse pogojeno s tem in jaz se strinjam s tem, da so to ligo naredili na 4. Ja, v tej 3. slovenski nogometni ligi Sever, kateri boste igrali tudi vi, bodo igrale zagotovo 3 koroške ekipe, poleg vaše še Fužinarji zraven na Koroškem in Koroška Dravograd, pa tudi nogometni klub Korotan Prevalje ima še vedno možnost, da se tja uvrsti. Vaše mnenje o tem? Ja, glih to, tako smo prej rekla že v prejšnjem vprašanju, to je to, te lokalni derbi, koroške tekme, seveda želel bi si še 500, da bi bila to noter zraven, kajti to je popularno za publiko, za nas in te derbi vedno privabijo dosti število ljudi na tekme in upam za Korotan in tudi, če bo še kakšna možnost tudi za Črno. No. Ja, kot ste rekli, obisk na teh tekmah proti koroškim ekipam je zelo dober, kaj pa na ostalih tekmah? Ja, ni to, ko gremo gostovati, ne bom zdaj imenoval kam, bilo kam ni. Naši ne grejo to tekmo gledati, pa tudi gostje ne pridejo k nam, ko oni tu gostujejo. Tako da drugod po 50 gledalcev, tu pa smo videli, ko smo igrali s Fužinarjem 400-500, z Dravogradom 400-500 in to je bistvo teh lig. Ja, kako pa ste sicer zadovoljni z pogoji, v katerih vaš klub deluje, tu mislim predvsem na športno infrastrukturo in pa na podporo okolja, v katerem delujete? Ja, tekmovalni pogoji so dobri, to se pravi, imamo reflektorje, igramo nočne tekme, imamo dober objekt, lepo travnato površino, kar se pa tiče samega trening placa, da bi trenirali, pa nam manjka. Tu bi mogli imeti eno pomožno igrišče, kajti to igrišče je fejst obremenjeno, vse selekcije trenirajo gor, vse tekmujejo, vse tekme so odigrane na tem stadionu in slej ko prej bo to igrišče tudi uničeno in zato bi bilo nujno potrebno pomožno igrišče. Tu upam, da bo občina našla neke sredstva, da se bo to čim prej uredilo. Ja, in kot trener članske ekipe zagotovo pozorno spremljate delo v mlajših selekcijah v vašem klubu. Konec koncev ti fanti, ki zdaj trenirajo v mlajših selekcijah, kasneje seveda pridajo tudi do članske selekcije in igrajo za vašo člansko ekipo. Nam lahko poveste kaj več o vaši nogometni šoli? Ja, v nogometni šoli je okrog 100 otrok. Mi zdaj nimamo selekcije U16, to so kadeti, imamo vse ostale selekcije, tudi U7, ki še ne tekmujejo, se navajajo na to prve korake, spoznavajo to nogometno igro. Seveda, zdaj cilj je že za letošnjo sezono, da uvrstimo tudi kadete, da bi potem lahko štartali z kadeti in mladinci na drugo slovensko, mladinsko in pa kadetsko ligo. To je zdaj prvi osnovni cilj, je seveda paradni konj je člansko moštvo. Više bomo, boljši bo rezultati, več bo zanimanja za nogomet in število v mlajših selekcijah od U7 do U15 je lepo. Zdaj pa še ta selekcija, ki je nimamo U16, jo načrtujemo že v naslednji sezoni.
Kakšni so pa še ostali načrti, predvsem vezani na člansko ekipo za prihodnjo sezono, kje lahko pričakujemo nogometni klub Radlje v tretji ligaški konkurenci? Ja, zdaj mi sigurno bomo šli v to tretjo ligo, da bomo v vidni vlogi. Ne bomo se borili za obstanek, to je dejstvo, to je naš cilj, zaključiti nekje med prvih 5. Zdaj, to je vse pogojeno s kadrom, kaj nam bo ostalo, bo kdo prišel. Zdaj bomo še analizirali to sezono, kje so bile pomanjkljivosti, kaj se da izboljšati, potegnali črto in v tem tednu bo potem znano, da bomo lahko tudi rekli, kakšen cilj si bomo zadali. Sigurno zdaj iz prve roke lahko rečem kot trener, jaz bi bil zadovoljen med prvih 5. Pa mislite, da je to sposobno doseči obstoječa igralska zasedba ali tudi razmišljate o kakšnih okrepitvah? Ja, zdaj pogovori potekajo. Sigurno bi rabili 2-3 igralce kakovostne, ki bi lahko nadomestili izgubljene, če bo kateri odšel. Problem je tu pri nas Avstrija. Vsak igralec, ki dobi kakšno ponudbo, seveda tu pri nas igrajo zastonj, ni nekih sredstev, da bi se lahko to financiralo. Grejo takoj v Avstrijo. In zdaj upam, da bo tega osipa igralcev čim manj, da mi jedro ostane, pa še 2-3 igralci zraven, bi bil kar zadovoljen s tem. No, mi želimo, da se bodo vaši cilji izpolnili. Marko, hvala lepa za vaše odgovore in pa seveda uspešne priprave na prihodnjo sezono, v kateri boste kot rečeno igrali v tretji slovenski nogometni ligi Sever. Hvala za povabilo, srečno. Tudi preostali 2 koroški ekipi, ki nastopata v Štajerski ligi, v zadnjem krogu nista bili pretirano uspešni. Ekipa Pece iz Črne na Koroškem je na domačem igrišču remizirala z ekipo Šoštanja in osvojila končno 10. mesto. Tekma se je končala z rezultatom 1:1, potem, ko so gostje dobili prvi polčas 1:0, točko pa je domačim z zadetkom v 87. minuti zagotovil Andrej Piko. Ekipa Pece je bila dolgo časa tudi v igri za uvrstitev med prvih 5 in s tem uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo, vendar v spomladanskem delu ni dosegala želenih rezultatov, tako da je na koncu za 5. mestom zaostala za 9 točk. Še nekoliko več pa je za tem mestom zaostala ekipa nogometnega kluba Slovenj Gradec, ki je tekmovanje v Štajerski ligi končala na zadnjem 14. mestu. V 26. krogu je gostovala pri ekipi Lenarta in izgubila z 1:5. Potem, ko so bili v prvem polčasu še enakovreden nasprotnik, je v zaključku tekme do izraza prišla kratka klop, kar so domači izkoristili in zabeležili visoko zmago. Poraz pa pomeni tudi, da so morali Slovenjgračani 13. mesto, ki so ga zasedali pred tem zadnjim krogom, prepustiti ekipi Pohorja, ki je v tem krogu zmagala. Tekmovanje v Štajerski nogometni ligi je za letošnjo sezono torej zaključeno. Ponosni smo lahko, da so koroške ekipe v njej nastopale zelo dobro in dokazale, da se na Koroškem igra zelo kvaliteten nogomet. Poglejmo vse rezultate zadnjega kroga in kako izgleda končna lestvica Štajerske nogometne lige. Naj bo to dovolj nogometa za danes, sedaj pa k športu, ki se zdi v teh dneh najbolj privlačen, saj se odvija v bazenih. Plavalci plavalnega kluba Fužinar iz Rave na Koroškem so zelo uspešno nastopili na mednarodnem prvenstvu Kranja, ki je potekalo 7. in 8. junija. Nastopilo je kar 430 plavalcev iz 13 držav, to pa je bila tudi zadnja tekma za sestavo reprezentanc v članski, mladinski in kadetski kategoriji. V članski konkurenci sta se najbolj izkazali Gaja Natlačen in Tjaša Oder. Gaja je bila druga na 400 in 800 metrov prosto, Tjaša pa je zmagala na 1500 in bila tretja na 800 metrov prosto. V mladinski konkurenci je Dijana Naglič osvojila prvo mesto na 100 ter bila tretja na 200 metrov delfin. Maruša Mlinar je bila tretja na 400 metrov prosto, drugi mesti pa sta osvojila Janja Jamšek na 200 hrbtno ter Janja Šegel na 100 metrov prosto. Na Evropskem članskem prvenstvu v Berlinu bo imel plavalni klub Fužinar 3 predstavnike. Damirja Dugoniča, Tjašo Oder in Gajo Natlačen. Na mladinskem evropskem prvenstvu v Dordrechtu bosta nastopili Maruša Mlinar in Dijana Naglič. Na Common Cup v Netanjo pa bodo odpotovale Janja Jamšek, Janja Šegel in Janja Britošek. Pa poglejmo še na atletske stadione. V Kranju je minuli vikend potekalo še eno tekmovanje, na katerem so nastopili koroški športniki, in sicer 20. atletski mednarodni miting Memorial Vučko. Na njem so se predstavili atleti in atletinje od pionirjev U8 pa vse do članov.
Tudi letos so v močni konkurenci odlično nastopili tekmovalci Atletskega kluba Slovenj Gradec. Maja Pogorevc je v teku na 200 metrov osvojila srebrno medaljo. Njen čas, 24,66, je le za las zgrešil normo za svetovno prvenstvo za mladince, za katerega pa ima Maja že osvojeno normo v teku na 400 metrov. Prav tako srebrno medaljo je osvojil tudi Jaka Pogorevc v teku na 400 metrov. Žiga Andrejc pa je bil na tej razdalji četrti. V praktično vsaki oddaji imamo priložnost poročati o dobrih nastopih atletov in atletin Atletskega kluba Slovenj Gradec. Zato smo pred mikrofon povabili predsednico Mojco Vrhovnik. Z nami je torej predsednica Atletskega kluba Slovenj Gradec, Mojca Vrhovnik. Mojca, lepo pozdravljeni. Ja, pozdrav. V oddaji Športni tednik Koroške redno poročamo v zelo lepih in dobrih dosežkih vaših atletov in atletin. V vašem klubu, kot kaže, zelo dobro delate z mladimi. Ja, nekako dosežke kluba se najlažje vrednoti preko medalj na državnih prvenstvih in seveda mednarodnih tekmovanjih, vendar pa se športi med seboj razlikujejo glede na množičnost in tudi glede na zahtevnost treninga in glede na ta dva kriterija je zagotovo atletika med tistimi športi, kjer težje posegamo po medaljah. Ne glede na to se letos že lahko pohvalimo z 9 naslovi državnih prvakov, z 5 uvrstitvami na drugo mesto in z 2 uvrstitvama na 3. mesto v državnih tekmovanjih. Mogoče bi med mladinkami izpostavila atletinjo Majo Pogorevc, ki se je že lani udeležila svetovnega prvenstva za mlajše mladince v Donjecku. Letos je pa tudi že osvojila normo za nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike v mestu Eugene. Maja je tudi državna prvakinja srednješolskega prvenstva v teku na 400 metrov in tudi državna prvakinja v teku na 400 metrov v dvorani. So pa pred njo še državna prvenstva v teku na 400 metrov na prostem in 200 metrov na prostem, tako da bo najbrž še osvojila kakšno zlato medaljo. Mogoče bi izpostavila med mlajšimi mladinci Tineta Glaviča, tudi letošnjega 4-kratnega dobitnika zlate medalje in sicer v teku na 3000 metrov, 1500 metrov v krosu in v dolgih tekih. Med mlajšimi predstavniki našega kluba pa bi izpostavila Mitja Kordeža, tudi državni prvak v krosu, državni prvak v krosu za osnovne šole in v teku na 3000 metrov. Drugače je pa še veliko atletov, ki je že v preteklosti posegalo po dobrih uvrstitvah in se tudi udeležilo v slovensko reprezentanco, recimo Urška Dobršek, ki je bila lanska udeleženka Olimpijskega festivala Evropske mladine, potem Jaka Pogorevc, tudi član državne reprezentance. Veliko je uspešnih atletov, jaz bi rekla, da se uspešnost kluba meri tudi glede na osebni napredek vsakega atleta. Zdaj, atletika je res športna panoga, v kateri je vse merljivo v centimetrih, v sekundah, tako da lahko vsak spremlja svoj napredek in je to tudi motivacija tako za atleta kot za trenerja. Ja, vaši atleti res dosegajo odlične rezultate. Koliko pa je vseh otrok, ki vadijo v vašem klubu? Trenutno vadi 140 otrok in mladih, to je od predšolskih do mladincev. Zdaj treningi so zelo različni, mlajši imajo še mnogobojske treninge, se pravi vadijo vse atletske prvine, skoke, mete in teke. Mladinci oziroma že pač pionirji pa so njihovi treningi načrtovani bolj specialno, glede na močna področja, ki se pokažejo pri njih tekom let treninga. Ja, glede na to, da so v zadnjem času atleti zelo aktivni, se zdi, da je sedaj atletska sezona v polnem razmahu. Je temu res tako? Ja, pravzaprav atletska sezona traja čez celo leto, po zimi atleti tekmujejo v dvoranah in se pač seveda intenzivno tudi pripravljajo na pripravah. Letna sezona je pa res bolj nakopičena za tekmovanje, tako da zdaj recimo mladinci imajo 2 do 3 tekmovanja tedensko. Sezona bo trajala še do sredine avgusta, v avgustu imajo potem 2 tedna pauze, potem pa spet začnemo s pripravami na državna tekmovanja, ki so v septembru. Pa tukaj vidimo za nami, da imate v Slovenj Gradcu popolnoma nov atletski štadion. To je za vaš klub verjetno zelo velika pridobitev. Ja, to je zelo velika
pridobitev, pogoji za trening so enostavno boljši, kot so bili poprej. Prednost je tudi v tem, da lahko organiziramo tekmovanja na najvišjem nivoju, na državnem nivoju, na mednarodnem nivoju, tako da je to res en tak sodoben, dobro opremljen objekt. Bi pa rekla za stadion, da je to objekt, ki je namenjen širši rabi, uporabljajo ga tako šole za športno vzgojo, za šolska tekmovanja, potem namenjanje rekreaciji, namenjanje društvom drugih športnih panog in ne nazadnje ga koristijo tudi športniki, ki prihajajo v Slovenj Gradec na priprave. Ja, za infrastrukturo torej imate zelo dobre pogoje, kar se tiče športne infrastrukture, kaj pa ostali pogoji, kako ste kaj zadovoljni z podporo okolja, v katerem delujete? Ja, jaz bi mogoče tu prvo izpostavila strokovni kader, to je zagotovo najbolj pomemben pogoj za kvalitetno in tudi dolgoročno delovanje kluba. Jaz zelo rada izpostavim, da imamo v klubu zaposlene samo trenerje in vaditelje, ki imajo ustrezno izobrazbo. Večina jo je pridobila na fakulteti za šport, se pravi so diplomanti te fakultete, ostali pa so si na fakulteti za šport pridobili licenco vaditelj atletike. Vsi so seveda tudi bili atleti, tako da lahko svoje izkušnje dopolnjujejo z strokovnim znanjem, ki ga tudi stalno izpopolnjujejo, imajo pa seveda tudi pedagoško znanje, ki je pri delu z mladimi in z otroci zelo pomembno. Drugače, sama podpora okolja, jaz sem zelo vesela vsake pomoči, z nekaterimi podjetji zelo dobro sodelujemo že več let. Drugače pa mislim, da je podpora strani gospodarstva premajhna. Enostavno menim, da so premalo seznanjeni, premalo zaveščeni z tem, kaj pravzaprav v klubih počnemo, kako koristna je pravzaprav ta dejavnost, kako dolgoročne posledice ima. In mislim, da bi pač mogli bolj s ponosom pristopati k društvom in jim pač tudi finančno nuditi podporo. Ja, v naši oddaji večinoma poročamo o uspehih, ki jih vaši atleti dosegajo na tekmovanjih v drugih krajih Sloveniji in pa v tujini. A se obeta tudi kakšno tekmovanje tu v Slovenj Gradcu? Ja, zdaj v juliju, 5. julija smo organizatorji mednarodnega peteroboja reprezentanc Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. To je eno tako zelo prestižno, bom rekla, tekmovanje, na katerim bo nastopilo preko 400 atletov, ki pač imajo tudi večinoma že norme za nastope na evropskih in svetovnih prvenstvih. Drugače smo pa bili že organizatorji mednarodnega četvoroboja reprezentanc 2 leti nazaj, podobno tekmovanje. Organizirali smo tudi več državnih prvenstev, lani državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, predlani državno prvenstvo za starostno kategorijo U16. Pomagamo tudi pač pri izvedbi šolskih tekmovanj, pri tej tradicionalni prireditvi Tek miru, ki poteka v oktobru v okviru pač teh tradicionalnih prireditev mestne občine Slovenj Gradec. Drugače pa pristopimo tudi humanitarno, recimo 2 leti zaporedoma že skupaj z Lions klubom organiziramo oziroma izvajamo tek Tečem, da pomagam, ki pač se izvede v humanitarne namene. Super dogajanje, tu je potem res zelo pestro. Vaši atleti se veliko udeležujejo tudi šolskih tekmovanj. To pomeni, da veliko sodelujete tudi z osnovnimi in srednjimi šolami tu v Slovenj Gradcu? Ja, jaz moram reči, da je sodelovanje z vsemi 3 osnovnimi šolami in srednjimi šolami zelo dobro. Lahko rečem, da je vodstvo šol in da so tudi športni pedagogi zelo dobro ozaveščeni z pomenom društev, z pomenom dejavnosti, ki jo društva izvajajo. Zavedajo se namreč, da ne gre tu samo za razvijanje telesnih, motoričnih sposobnosti, ampak da gre tudi za socializacijo, za druženje, za razvijanje delovnih navad, za načrtovanje
preživljanja popoldneva, tako da nekako je to sodelovanje konstantno. Recimo že v začetku šolskega leta šole tako nam kot tudi drugim društvom omogočijo, da predstavimo svojo dejavnost ali v okviru športnih dni ali v okviru ur športne vzgoje. Potem so šole tudi zelo dobri informatorji glede prireditev, ki se izvajajo na športnem področju, oni so tisti, ki obveščajo otroke, starše, tako da zagotavljajo večjo obveščenost, večjo informiranost in hkrati tudi večjo udeležbo na teh dogodkih, ki jih v večini podpira mestna občina Slovenj Gradec. Mi kot klub pa se vključujemo pri organizaciji šolskih športnih tekmovanj, pri pripravi otrok na tekmovanja, spremljamo tudi otroke na teh šolskih športnih tekmovanjih. Z drugo osnovno šolo tudi že smo 3 leta zaporedoma organizirali finale ekipnega prvenstva osnovnih šol v atletiki. Oni so druga osnovna šola je nosilka, mi pa sodelujemo z svojim strokovnim kadrom in sodniškim kadrom. Tako da res je to sodelovanje kontinuirano in lahko rečem zelo dobro, jaz upam, da bo še naprej takšno. Glede na to, da to ni malo dela, zdaj nam se zdi, da pač predati eno informacijo, da je pač to kratek čas, da gre to lahko zelo hitro. Jaz sem v šoli zaposlena, pa vem, da je vsaka taka aktivnost dosti zahtevna, da vzame veliko časa, zato si res želim, da bi bile šole še pripravljene na tako sodelovanje. Tega si želimo tudi seveda mi in da si tudi želimo, da bo Atletski klub Slovenj Gradec še naprej tako uspešno deloval. Mojca, hvala za vaše odgovore in še naprej uspešno delo v Atletskem klubu Slovenj Gradec. Ja, hvala tudi vam. Zelo uspešno pa nastopajo tudi mladi koroški judoisti. 5. junija se je v Kopru odvijalo državno prvenstvo osnovnih šol v judo za leto 2014. V konkurenci učencev in učenk 7., 8. in 9. razreda se je v tekmovanju udeležilo 65 judoistov in 27 judoistk iz cele Slovenije. Med njimi tudi judoisti judo kluba Akron Slovenj Gradec. V kategoriji učencev do 38 kg je Mislinčan Anže Rošer osvojil prvo mesto. Najboljši v svoji kategoriji do 42 kg je bil tudi Vinko Prevolček iz Slovenj Gradca. Odlično sta se odrezali tudi Slovenjgračanka Zala Pečorl v kategoriji do 70 kg in Nuša Perovnik iz Dravograda v kategoriji do 48 kg. Obe sta osvojili zlati odličji in naslova državnih prvakinj. Med učenci do 50 kg se je izmed Korošcev najbolje odrezal Tres Srebotnik Gregor, ki se je prebil na oder za zmagovalce. V kategoriji dečko do 55 kg pa je nastopil še en Slovenjgračan, Andrej Jankovski, in se z 2 zmagama uvrstil v finale, kjer pa je moral priznati premoč izkušenejšemu, 2 leti starejšemu nasprotniku iz Celja. Učenci prve osnovne šole Slovenj Gradec, Vinko Prevolšek, Tres Srebotnik Gregor in Anže Veler so v skupnem seštevku točk osvojili 3. mesto. Sedaj pa se zopet vračamo k športom žogo. Na vrsti je košarka. Koroški košarkarji tudi v juniju ne počivajo, saj so poleg napornih treningov igrajo tudi pripravljalne tekme pred novo sezono. V novi sezoni se bo v Dravogradu zopet igrala članska košarka. Mlada ekipa pa je v četrtek odigrala prvo pripravljalno tekmo. Igralci košarkarskega kluba Dravograd Koroška so se pomerili z ekipo Maribor NKBM mlajši in izgubili. Kljub temu pa so bili vtisi po tekmi pozitivni. Za spletno stran koroska-kosarka.si jih je strnil Miha Čop, trener Dravograda Koroške. Navajam. Brez dvoma je več kot pozitivno, da se članska košarka vrača v Dravograd, saj mladi košarkarji potrebujejo člansko ligo za svoj napredek in razvoj. Takšna bo tudi naša ekipa mlada. Trenutno smo še v fazi preizkušanja posameznikov, spoznavanja, ugotavljanja trenutnega stanja telesne priprave povratnikov. Atmosfera znotraj ekipe je pozitivna, čeprav sem si na prvi tekmi želel veliko več poguma. Gostje so nas pretekli in izkoristili veliko boljšo fizično pripravljenost. Zato njihova zmaga niti za trenutek ni bila vprašljiva. Nas pa čaka sedaj tisto, česar se vsi skupaj najbolj veselimo. Veliko trdega dela. Prepričan sem, da bomo do začetka državnega prvenstva pravi. Konec navedka. Dokaz, da se na Koroškem zelo kvalitetno dela v športu, so tudi reprezentanti, ki v različnih športih in kategorijah branijo barve slovenske reprezentance. Državna prvenstva v rokometu so sicer že nekaj časa končana. Kljub temu pa rokometne sezone še ni konec.
Reprezentance se v teh dneh borijo v dodatnih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2015 v Katarju. Med njimi tudi slovenska reprezentanca, ki meri moči za Madžarsko. Po dolgem času je med reprezentanti tudi Korošec, Slovenjgračan Marko Dujmović. Na prvi tekmi je naša reprezentanca v gosteh izgubila z 22-25, Marko pa ni dobil priložnosti za igro. Povratna tekma bo v nedeljo 15. junija v Velenju. Tudi v nogometni reprezentanci, ki je bila v teh dneh prav tako aktivna, nastopa Korošec Nejc Pečnik. Igralec, ki se je svojih nogometnih veščin učil v Dravogradu, se je skupaj z ostalimi reprezentanti mudil na turneji po Južni Ameriki, kjer so odigrali 2 prijateljski tekmi. Obe so izgubili z 0-2, premagali pa sta jih ekipi Urugvaja in Argentine. Nejc je svojo priložnost dobro izkoristil in dokazal, da je pomemben člen slovenske reprezentance. Pomembno vlogo pa imajo Korošci tudi v odbojkarski reprezentanci. Ravenčan Jan Pokršnik se je zelo izkazal na tekmi Evropske lige, ki jo je naša reprezentanca odigrala na Danskem in zmagala s 3-0. Jan je dosegel 10 točk. Zelo pomembno vlogo v tej reprezentanci pa imata tudi Korošca Klemen Čebulj, ki tokrat zaradi poškodbe ni igral, in Tine Urnaut, ki ga na tej tekmi ni bilo, sicer pa je kapetan slovenske reprezentance. Še veliko koroških športnikov v različnih športih in starostnih kategorijah zastopa barve slovenske reprezentance. Njim pa bomo več pozornosti namenili v kateri izmed naših prihodnjih oddaj. S tem pa tudi počasi zaključujemo današnjo oddajo. Kljub temu, da bo verjetno velik del pozornosti vas, ljubiteljev in ljubiteljic športa, sedaj en mesec usmerjenih k nogometu in svetovnemu prvenstvu, ki bo v Braziliji, si vseeno vzamite čas in obiščite katero izmed športnih prizorišč na Koroškem, kjer tudi v teh poletnih mesecih potekajo zanimive športne prireditve. Ne zamudite niti športne nedelje, ki bo na sporedu televizije Slovenjgradec v nedeljo o 15. uri. Vabljeni k ogledu. Po oddaji pa smo za vas tudi danes pripravili kratek športni film. Posnel ga je Tine Lenart, v njem pa nastopa Aleš Virtič, virtuoz na gorskem kolesu. Povabil bi vas še, da nam pišete na naš elektronski naslov sportni-tednik@tvsg.si. Veselimo se vaših vprašanj, informacij o športnih dogodkih v naši regiji, pripomb ali pohval. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste v naši družbi uživali in da se nam boste zopet pridružili prihodnji petek ob istem času na istem kanalu. Do takrat pa čim več športnih užitkov in nasvidenje.